položi prapore Šoške, sedi. Dobrodošli spet na Sromljah. Prisrčno pozdravljeni borke in borci, aktivisti in aktivistke Kozjanskega vojnega območja, krajani Sromelj in cenjeni gostje. Gospod Gorazd Žmauc, minister Vlade Republike Slovenije za Slovence in v zamejstvu in po svetu. Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Igor Zorčič. Župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Predsednik Krajevne skupnosti Sromlje, gospod Ferdo Pinterič, predstojnica Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, območne enote Novo mesto, dr. Stanka Preskar, svetnice in svetniki občinskega sveta občine Brežice, ravnateljice osnovnih šol in direktorji javnih zavodov občine Brežice, predstavniki častniških in veteranskih organizacij Slovenske vojske in policije, Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe posavskih in kozjanskih občin, predstavniki antifašističkih boraca in antifašista Samobora Zaprešića iz Zagrebačke županije, pripadniki 1. dolenjskega bataljona, praporščaki, predstavniki medijev in vsi, ki čutite spoštovanje do partizanskega boja. Tako je, kot smo rekli, pred letom dni. Ob koncu aprila 2015 se spet dobimo na istem mestu, v kraju, v bližini katerega je bil pred 71 leti ustanovljen Kozjanski odred. Lani smo namenili proslavo 70-letnici njegove ustanovitve. Letošnjo pa posvečamo 70-letnici konca druge svetovne vojne. Hkrati želimo počastiti dan upora proti okupatorju in mednarodni praznik dela. Pozdravnim besedam vabim predsednika Krajevne skupnosti Sromlje, Ferda Pinteriča. Spoštovane tovarišice, spoštovane tovariši, cenjeni gostje, dobrodošli v Sromljah. Prav vesel sem, da tako kot vsako leto, že kar nekaj desetletij se tudi danes srečujemo na tem tradicionalnem srečanju v spomin na dogodke, od katerih so minila leta in desetletja. Prav pa je seveda, da ta spomin živi naprej in da ga tudi na tak način, kot je ta danes, ohranjamo. Zakaj? Zato, ker v tistih letih, burnih letih vojne, se je bilo treba opredeliti. Narod se je moral opredeliti, kaj hoče in na kateri strani bo. In mislim, da se je zgodilo tako, da tisti, ki so čutili za domovino, ki so si svojim lastnim delom že takrat služili vsakdanji kruh, so se z vso silo in voljo in poštenostjo borili za domovino. Tisti, ki so pa imeli drug interes, predvsem mogoče zaščite nekih lastnih interesov, kapitala in tako naprej, so za ceno tega se bili pripravljeni tudi predati oziroma prodati okupatorju. In mislim, da nas ta delitev mora opomniti tudi na aktualne dogodke, ki jih doživljamo danes. Tudi danes se v interesu kapitala, tako domačega kot tujega, dogajajo delitve v tej družbi in v narodu in v državi, ki jo imamo. In mislim, da tisti ljudje, ki se z vsakodnevnim poštenim delom služijo skromne plače, veliko bolj cenijo to domovino in to državo, ki jo imamo, kot pa tisti predstavniki kapitala, ki se gredo tajkunske posle in seveda tudi tisti, ki izkoriščajo svojo politično moč za to, da lahko to počnejo nekaznovano, da se ta delitev danes nekako ponavlja. Seveda ne na vojnem področju, ampak ekonomsko.
Ampak moje prepričanje je, da če ne bomo kot država ekonomsko samostojni, ne bomo tudi politično samostojni in ne bomo kulturno samostojni. Zato naj nam bodo te dogodki izpred 70 let opomin, da tudi takšnih delitev, kot jih poznamo danes, ne smemo dovoliti in da smo tisti, ki se s poštenim delom služimo vsakdanji kruh, tisti, ki ohranjamo to državo in se borimo vsak dan za njo. Hvala lepa, želim vam dobro počutje v Sromljah. Hvala predsedniku Krajevne skupnosti Sromlje. Zbranim bo namenil nekaj misli tudi župan občine Brežice, Ivan Molan. Prosim. Spoštovani minister, spoštovane borke in borci, cenjeni gostje, prav prisrčen pozdrav seveda tudi v imenu občine Brežice in pa tudi v mojem lastnem imenu. Danes se spominjamo seveda enih pomembnih dogodkov v naši zgodovini, 70-letnici osvoboditve Brežic in seveda to je eden od pomembnejših dogodkov v naši preteklosti. Takrat seveda je bilo veliko veselje in pa seveda tudi pričakovanja, kajti v občini Brežice smo imeli zelo velike razsežnosti, predvsem vojne. Dejansko smo imeli borce, ki so se borili za osamosvojitev, imeli pa smo ogromno veliko naših občanov, ki so bili žal izgnani v Nemčijo in so dejansko 4 leta prebivali kot na nekakšni sužnji tam kot delavci. Seveda je bil konec vojne tisti pomemben dogodek, ki je moral vse skupaj združiti, kajti prišli so domov v svoje kraje, na požgane kraje, nekatere pa izropane, uničene ali pa propadle. To so bili časi, ko so morali skupaj stopiti ljudje, ki so bili na različnih bregovih, pa ne po svoji volji in začeti skupaj obnavljati našo občino Brežice. Sam osebno verjamem, da so lepo naredili in veliko naredili in dejansko našo občino spremenili v eno lepših občin v Sloveniji. Seveda pa 91. leta smo pa uspeli tudi, da smo postali popolnoma samostojni in da lahko sami odločamo o sebi. Žal seveda danes vidimo, da marsikaj pa tudi v te samostojnosti ni bilo v redu. Marsikaj so naredili narobe, predvsem, kar je že pred moj predhodnik rekel, veliko nepotrebnih tajkunskih prevzemov in veliko tega drugega. Prav zato seveda si v občini želimo in pa seveda verjamem tudi vsi Sloveniji, da bi zagotovili predvsem nam, ki smo v tem trenutku seveda še delovno aktivni in pa seveda predvsem našim otrokom boljšo prihodnost. Zato pa bomo morali seveda vsi skupaj še veliko postoriti, kajti dejansko, če jim ne bomo omogočili delovna mesta, če jim ne bomo omogočili socialno kvaliteto in vse ostalo, bo zelo težko. Zato jaz verjamem, da bomo zmogli tudi v teh trenutkih, ko smo mogoče razdvojeni še bolj kot takrat pred 70 leti, poenotiti svoje cilje in predvsem prispevati tem, da bo vsem nam boljše, kajti to smo potrebni narediti za naše zanamce, ki prihajajo in pa seveda za naše mlade rodove, pa tudi zaradi nas, kajti treba še bo marsikaj postoriti. V občinah seveda se trudimo, tudi pri nam niso najlažji časi, denarja je vse manj, vendar s tem denarjem moramo narediti tisto, kar največ lahko. Verjamem, da nam bo to uspelo in seveda s vašo pomočjo in vsi skupaj. Danes vam želim to predvsem lepo praznovanje, čestitke ob 70. letu osvoboditve Brežic in seveda vsem lep dan. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu županu. K mikrofonu pa sedaj vabim slavnostnega govornika Gorazda Žmavca, ministra Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spoštovani župan Ivan Molan, spoštovani Stane Preskar, spoštovani Igor Zorčič, poslanec, spoštovani Ferdo Pintarič, hvala za sprejemni govor. Spoštovani borci legendarnega kozjanskega odreda, spoštovani veterani za osamosvojitev,
in spoštovani vsi udeleženci, ki ste se danes zbrali z današnjo prisotnostjo ob 70-letnici osvoboditve Brežic, 71-letnici ustanovitve Kozjanskega odreda in 74-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte, dajete osebni pečat k veličini tega dogodka, pomembnega za zgodovino slovenskega naroda, kot spomin in opomin sedanjim generacijam. V preteklem stoletju so bile na slovenskih tleh 3 vojne in vsakeč je slovenski narod uspešno položil izpit iz obrambe domovine. Še posebno pa to velja za prebivalce Sromelj, Brežic in celotnega kozjanskega območja. Medtem ko je večina Evrope med drugo svetovno vojno ječala pod nemškim škornjem, je bil na brežiškem območju organiziran partizanski odpor. 27. aprila 1944 pa v vasi Sirovec pri Sromljah ustanovljen legendarni kozjanski partizanski odred. Hrabri Kozjanci so se torej odločili za upor na boj za življenje in smrt proti veliko močnejšemu nasprotniku. Na to dejanje ste domačini lahko upravičeno ponosni, ste del zgodovine. Naše čete so se borile proti nemškemu okupatorju, ki je sežigal slovenske knjige, pobijal slovenske domoljube in prepovedoval slovenski jezik. Kot minister za Slovence po svetu in kot sin zadnjega komandanta Kozjanskega odreda čutim in prevzemam odgovornost za ohranjanje spomina na naše borce, ki so zaslužni za to, da lahko danes brez strahu govorimo in pojemo v slovenskem jeziku, živimo na slovenski zemlji in so s tem zaslužni za ohranjanje slovenstva. Vsem, ki so na oltar svobode položili svoje življenja, moramo zato biti neizmerno hvaležni. Prav iz temeljev našega boja proti fašizmu smo se osvobodili in osamosvojili, tako da imamo danes lahko samostojno državo Slovenijo in smo člani družine Evrope, ki temelji na enakopravnosti, solidarnosti in dostojanstvu. Kozjanski odred je bil dobro vojaško organiziran, saj je leta 1944 izkazal kot najboljši odred Slovenije. V aprilu 1945 so sprejeli odločitev o premiku odreda v Prekmurje, tako da je glavni štab partizanskih enot izdal ukaz o ustanovitvi novega kozjanskega odreda aprila 1945. Štab 4. operativne cone Narodno-osvobodilne vojske je maja 1945 preko načelnika štaba Petra Brajviča ukazal komandantu Gorazdu, da z odredom sodeluje in upravlja zaključne operacije druge svetovne vojne na tem območju, predvsem pri obračunu z nemškimi in ustaškimi divizijami, kar je bil neprecenljiv prispevek k kapitulaciji okupatorja. Verjamem tudi, da brez spoštovanja vrednot uspeh ni mogoč na nobenem področju. Ohranjene identitete, jezika in kulture so vrednote, za katere so se borili naši borci. In prav te vrednote NOB so ključnega pomena za trajen in uspešen razvoj tudi v prihodnje. Mislim, da na Kozjanskem greste pravo pot. S ponosom se spominjate, da je tukaj bilo eno izmed središč in začetkov boja proti okupatorju na Štajerskem. Hkrati pa regija išče nove razvojne možnosti za hitrejši gospodarski in socialni položaj teh krajev, ki so dali zgodovinski prispevek pri nastajanju naše nove države in sedanje generacije so lahko na to ponosne. Kot član vlade Republike Slovenije vam zagotavljam, da kljub težkim gospodarskim razmeram iščemo rešitve za blaginjo slovenskega naroda. To je naša pot, to je naša odgovornost. Mi nimamo druge alternative. Vsem organizatorjem in nastopajočim v kulturnem programu pa se zahvaljujem in želim vsem skupaj prijetno druženje. Hvala lepa. Dom je požgan, brat je streljen, oče zaklan, jaz si seljen.
ushičenega petja. Hej, partizan, stopi na plan. Le naprej odred kozjanski, le naprej od zmag do zmag, samo preko trupel nemški na svobodni gre korak. Samo preko trupel nemški na svobodni gre korak. Bohor je spal, Bohor šumi, Bohor je vstal, Bohor žari. Preko Bohorja zahorje klic po svobodi, sem od Bohorja že vstajajo novi narodi. Bohor je vstal, Bohor šumi, Bohor žari. Le naprej odred kozjanski, le naprej od zmag do zmag, samo preko trupel nemški na svobodni gre korak. Samo preko trupel nemški na svobodni gre korak. Kovači smo i naša sila, skovala nam do sreće ključ. Iskra svetla ispod kladiva, prižala bo svobode luč. Udar na udar in brez odmora, kladiva pesem naj doni. Sovrak stoletni, že da se ruši, izpanja ljudstvo se budi. I narodu skovali srečo, s kladivom našim bomo mi. Verige sužnjev, ogove težke, kladivo naše naj zdrobi. Kovači smo i naša sila, skovala nam bo sreće ključ. In iskra svetla ispod kladiva, prižala bo svobode luč, svobode luč. Enainsedemdeset let mineva od ustanovitve kozjanskega odreda. Borcev, partizanov in aktivistov kozjanskega se spominjamo s ponosom. V zahvalo za njihov pogum in patriotizem v najhujših dneh se jim spoštljivo klanjamo. Prosim delegacijo v sestavi: predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, podpredsednik Alojz Kodec, borec kozjanskega odreda Anton Cizl, aktivist kozjanskega vojnega območja Jože Zupančič, prapori Združenja borcev, častniških in veteranskih organizacij in pripadniki garde Slovenske vojske, da odnese cvetje k spomeniku padlim borcem kozjanskega odreda na Sromljah. Delegacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Brežice pa je že v jutranjih urah položila venec k spomeniku borcem 4. krajiške divizije, ki so padli pri osvobajanju Brežic in danes počivajo na tamkajšnjem pokopališču. Postoj do mimo križ, postoj do mimo križ, ta kraj je svet izbran.
Vojno naredijo ljudje, ki se poznajo, v njej pa umirajo tisti, ki se ne poznajo. To misel pripisujemo znanemu sodobnemu politiku in v njej je veliko resnice. O drugi svetovni vojni vemo vse, ali skoraj vse. Poznamo njene vzroke, potek in posledice. Pa vendar, v leto, ko se spominjamo in praznujemo konec te največje svetovne morije v zgodovini človeštva, preletimo nekatere menike. 1. september 1939. Blitzkrieg. Bliskovit napad Nemčije na Poljsko. 1940. Padejo Norveška, Danska, Francija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska. Ko vdre italijanska vojska preko Libije v Egipt, je vojna že v Severni Afriki. 6. april 1941. Bombardiranje Beograda. Napadu na kraljevino Jugoslavijo sledi napad na Grčijo in Sovjetsko zvezo. Na drugem koncu sveta pa Japonska, ena od 3 članic osi Berlin, Rim, Tokio, napade ameriško vojaško bazo Pearl Harbor in le nekaj dni kasneje se v vojni znajdeta skoraj celotna vzhodna Azija in Pacifik. Vojna je svetovna. Padajo bombe, potapljajo se ladje, hrumijo tanki, v živilskih vagonih vozijo ljudi nečiste rase v izgnanstvo in v krematorije. Najprej so prišli po Žide in nisem rekel nič, ker nisem bil Žid. Potem so prišli po komuniste in nisem rekel ničesar, ker pač nisem bil komunist. In potem so prišli po katolike in jaz nisem rekel nič, ker nisem bil katolik. Ko so prišli po sindikaliste, nisem rekel nič, pač nisem bil sindikalist. Potem so prišli pome in nikogar več ni bilo, ki bi se zavzel zame. Vsaka vojna pušča za seboj mrtve, ranjene, pohabljene, telesno in duševno strte ljudi, zaznamovane za naslednja desetletja. Za vojno ostajajo grobovi neizživetih življenj. Po vrtincih uničevalne sile izdelkov orožarske industrije ostajajo sirote brez očetov, mater, porušeni domovi, požgane vasi in zbombardirana mesta. O osebnih tragedijah govorijo spomini zajeti v knjigah, pesmih, glasbi, v filmu, dramskih delih. To so žalostne zgodbe posameznikov in hkrati zgodbe o neizmernem, nikoli kasneje ponovljenem tovarištvu, kajti nesreča ljudi poveže bolj kot karkoli drugega. Druga plat pa je tista, ki v zgodbah ni vojakov in njihovih starešin z imeni in priimki, kjer so le imena generalov, admiralov in voditeljev. Ta druga plat je stroga vojaška analiza vzrokov in posledic bitk, ki so pomenile preobrat na tej ali oni fronti. Zgodovina druge svetovne vojne nas uči o letalski bitki za Britanijo, o bitki za Tobruk in El Alamein na afriškem bojišču, o bitkah za otoke Midway, Okinawa in Iwo Jima na Pacifiku. Pa o bitki za Monte Cassino, ki je bila ena najbolj krvavih na italijanskem bojišču. O bitki za Ranjence na Neretvi in Sutjeski v Jugoslaviji.
o največji tankovski bitki pri Kursku in bitki za Stalingrad, o 900 dneh obleganja Leningrada, pa o bitki za Berlin na vzhodni fronti. Zacvetile jablane in hruške, stale so meglice izmed rek. Prišla je na smrti reka Kruša, prišla nam Stopi smrti breg. prišla je na smrti reka Kruša, prišla nam Stopi smrti breg. in zapela pesem čez Poljane, o sokolu širnih je planjal. In omjerni ljubega udana, ti pismo je poslal. In omjerni ljubega udana, ti pismo je poslal. Ti letiš od drugih ptic hitreje, moja pesem nesi v daljni kraj. Partizanu, ki nam brani meje, Sinu predaj. Partizanu, ki nam brani meje, lep pozdrav, Sinu predaj. Spoštovane borke in borci, spoštovani minister, župan in vsi cenjeni gostje, na koncu lahko samo še zaključim to čudovito proslavo. Danes govorov in dobrih želj, dobrih misli je bilo že povedanih od mojih predhodnikov, tako da sam ne bi ponavljal, bi se pa želel od srca zahvaliti občini Brežice in krajevne skupnosti Sromlje, sromljskim društvom, posebej gasilcem, moškemu pevskemu zboru, aktivu kmečkih žena in turističnem društvu, avtorici programa gospe Mileni Jesenko, scenografinji Mariji Kukovica, voditeljema, recitatorjem, osnovni šoli Artiče, moškemu pevskemu zboru, Adiju, Damjani in Bojanu, praporčakom in gardi Slovenske vojske, seveda prvemu dolenskemu partizanskemu odredu tudi, in pa vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi te proslave. Na koncu bi rekel samo še dve tehnične zadeve. Po proslavi, po odpetih pesmi, ostanite na svojih mestih, boste postreženi, torej naši prijazni gasilci in gasilke vas bodo postregli na mestih, na katerih ste. Vse povabim v muzejsko zbirko Kozjanskega odreda, ki je tu za nami in bo vodena strani odgovornega delavca Posavskega muzeja Brežice, in pa povabim vas tudi na razstavo jedi aktiva kmečkih žena tu iz Sromelj. Vsem voščim lepo praznovanje teh praznikov, tistim pa, ki nam bi jih morda radi vzeli, pa rečem naslednje: no, pa sarava fašista! Ko se jutro prebudi spanja mirnega, ne začutim moč življenja svojega. Rek
lepa si.